K Vesni Kovač smo se povabili. Zdravo. Živjo, Boštjan. In seveda vsi poslušalci Radia Prlek. 5. singel je tu. Če bi tako pogledali kot celoto, bi lahko rekli, da imaš EP zaključen. Res je, in to smo tudi govorili o tem s producentom in glasbenikom, s katerim sodelujem že od vsega začetka, s Kevinom Koradinom, da bi izdali kar EP, mogoče še en bonus track naredili zraven, ampak mogoče bolj ciljem na to, glede na to, da smo že do tukaj prišli, potrebujemo praktično samo še kakšne 4 pesmi ali 5, pa smo v bistvu že na normalnem klasičnem albumu in mislim, da bi se kar za to možnost odločila potem. Torej je bila prava slutnja. Na ta način pa res, čeprav v tem 5. singlu, za katerega sem posnela tudi videospot, v osrčju bloških gozdov in narave, kjer se seveda tudi najbolje počutim, je pravzaprav ta slutnja nekaj drugega, o čemer govori tudi besedilo, ki sem ga napisala sama. Bova šla k besedilo še kasneje, ampak sedaj se ostaviva pri videospotu. Lahko vidimo vse lepote bloške planote. Ja, seveda tudi vse možne cvetlice, naravo. Tokrat sem se odločila za nekoliko bolj minimalističen slog zaradi same pesmi. Želela sem v ospredje postaviti glasbo in besedilo. Mogoče sem šla malo manj ziheraško. Običajno sem imela kar kakšne plesalce ali statiste zraven ali igralce. Tokrat pa sem res čisto sama, ker sem želela, da seveda bolj zazveni glasba in sporočilnost tega komada. Nikjer pa ni bilo zraven nobenega medveda ali volka. Ne, smo bili pravzaprav kar blizu hiš na zelo odprtih travnikih. Torej, snemali smo pravzaprav s to ustaljeno ekipo Kobal Productions iz Štanjela. Lenart Kobal in Matic Mikuš sta poskrbila za celostno podobo videa in postprodukcijo, sicer pa moja vizažistka in fotografinja Marija Bizjak-Ažman vedno zna narediti tako, da iz mene potegne vsaj kar zadeva videz najboljše. Slutnja je naslov skladbe, ki bova po tem pogovoru tudi zavrtela. Kaj slutiš? Ja, v tem komadu nekako slutim dobro in slabo. Pravzaprav slutnja ni nekaj, kar se kar tako porodi, ampak je preplet, bi jaz rekla, nekih izkušenj ali znanj in čuten odprej. Tako da ima slutnja dejansko neko podlago že odprej, od tega, kar smo doživljali, kar smo izkusili, in to je nekako glavno sporočilo, kar mi slutimo, da bi morali mogoče pogosteje prisluhniti notranjemu glasu. Ki pa mu premalo krat. Žal je res tako, večina mogoče bolj v obzir vzame razum, je pa ta pesem seveda tudi o čustvih. Nekateri resnico čustveno, bom rekla, drugače zaznavajo ali bežijo pred njo ali jo zanikajo, drugi jo lažje sprejmejo, vsak jo lahko drugače vidi, ampak vseeno nekako je ena sama, pogled na njo je različen in pomembno je nekako, da smo sposobni se postaviti v različne položaje, da jo vidimo iz različnih zornih kotov. Vesna, smo v poletju, boš tudi kaj stopila na kakšen oder? Ja, poleti, mislim, da že v juliju in potem večja zadeva tudi oktobra, mislim, da na Pohorju, tako da se že pripravljamo z bendom in imamo kar pester repertoar. Bova pa sedaj tvojo ta novo spustila tudi v ušesa naših poslušalcev, zato Vesna, razkri nam nekaj sluten. Pravzaprav so moje slutnje želje v tem kontekstu, da bi vsak našel košček sebe, mogoče v tej pesmi, ali pa začel razmišljati o stvarih, ki jih je prej namenoma potlačil ali potlačeval. Ne bom umirjala demonov, že spet pretih je tvoj korak. Oddaleč seči prekleto, tako lepo se zdi, a resnica je drugi in kakor vidno ti je videl spet ne boš. In ko jutro se dani, v žilah kriza ledeni, in moje sonce pada v temi, kje so zdaj tvoje oči? Vem, da hočeš zvezde moje, a žal prihajajo s temo. Ujemi jih, da zažarijo spet, da pretopijo ves tvoj lik.
srce čaka. Slutnja groze želju zmeli v prah. Če poznal bi pot, ki gre v pozabo, je ne bi izbral. Spomine boš obujal sam, utopil žalost svoji kavi, brez vprašanj. In ko jutro se dani, v žilah kriza ledeni, in moje sonce pada v temi, kje so zdaj tvoje oči? Vem, da hočeš zvezde moje, a žal prihajajo s temo. Ujemi jih, da zažarijo spet, da pretopijo ves tvoj led. Slutim, da odhajaš spet drugam, drgetaš v ognju mojih sanj.